Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o frekvencah. O tem, kako biti v visoki frekvenci, kar zdaj so zanimive energije. Seka, a ne da, seka. No, sem dobila tako lep mail od gospe Jolande in napisala, a te vrane kaj kljuvajo? In je naprej napisala, veš, orla se upajo napadati samo vrane, in orel se jih reši tako, da poleti v višave, in ko je tako visoko, pač vrane odletijo, ker jim zmanjkuje kisika. No, in dejstvo je, da zdaj le vsakmu izmed nas se sigurno kakšna stvar dogaja, kar dejstvo je, da negativa seka na vse konce. To je dejstvo. In da iz tega gremo ven, ni da se borimo proti temi, ampak je čas, da prižgemo svečko. Da prižgemo lučko in vsakič, ko pošljemo svetlobo v temo, se en delček te teme razblini. In res pa je, odnosi so pa zanimivi, ker drugih ne moremo spremeniti. Nikogar ne moremo spremeniti, samo sebe, in vedno bolj se moramo zavedati tega, da vsak izmed nas je res odgovoren samo za svojo frekvenco, za svoje razmišljanje, za svoje, kako sebe drži v pozitivni energiji. In vse tisto, kar vam veča v radost, to je za vas. Tukaj imam karte prehod Ošotove karte, imam pa prepravljene, imam pa tudi karte prehodu v novo dobo. In imam najprej danes par kart prehod Ošotove karte, bomo danes ta prvo. Se pravi, kako naj orel poleti v nebo, če ima okrog vratu same vrane, ki ga kljuvajo, držijo nazaj in enostavno ne zmore. No, da gremo na tale sporočila. Obilje, zdravljenje. Glejte to, dobila sem orla. Orel in zraven piše možnosti. In če gledamo vrane, ti si orel, letiš, hočeš nekam pridati. In te nekdo kljuva tukaj. In ti drug govori, kaj je v redu. Ta tretji govori, kaj ni v redu. Kaj bi bilo treba? A imaš možnost leteti? Ne. Druga stvar pa je, če imaš pred sabo cilj, kaj ti želiš. Zdaj pa cilj, vemo, da marsikdo ima mogoče alergijo na cilje. Ampak kaj pa prav ti želiš? Ker zanimiv, glejte, prehodu na vodobo, tale karta, ki je bila tukaj, je pa želja. Kaj si sploh želiš? No, dajte pomisliti, kaj si želiš? Ker glejte, slovenski pregovor pravi, kdor visoko leta, nizko pade. V osnovi slovenski pregovor pravi, ne si želeti, zato ker boš padel. Ne razmišljati o možnostih, zato ker potem nekje pristaneš. Kaj bojo pa sosedi rekli, pa posmehovali se ti bojo, pa tako naprej. Glejte, pustite to slovensko majhno za sabo in začnite razmišljati o možnostih, o svojih talentih. Kakšen je vaš talent? Jaz zase vem, da moj talent je sigurno, da se najlažje izražam skozi pisanje. In to je moj talent. Že od osnovne šole naprej je to moj talent. Pač v tem sem dobra in se lažje izražam preko pisanja, kot pa preko govorjenja. Dobro, se mi nekako gre, ampak lažje pišem, kot govorim. In dobro, se tudi nastopam, ampak mi je vseeno še najbolj enostavno pisanje. Dobro, moj talent je sigurno tudi risanje. In bom tukaj zasukala kamero. Glejte, tale slika je nastala, vidite, tukaj, ta slika je nastala takrat, ko sem imela svoj prehod v novo dobo. 10 dni potem, ko sem se preselila sem v to hišo, sem narisala sliko prehoda, nove dobe, ki te v bistvu kar posrka noter v to nov cikl. Jaz sem šla v nov cikl in ta nov cikl je predelovanje karmičnih vezi na širši ravni in še vedno se učim. No, in naslednja karta je prišla zdravljenje. Zdravljenje našega telesa, ker telo je zemljevid naših čustev, kjer smo ranjeni. Ranjeni smo, glejte, jaz če za sebe govorim, kje imam recimo težave. Na desnem očesu imam cilinder in vem, sem potem ozavestila, da v enem življenju sem bila ubita tako, da me je nekdo
en od poznanih v tem življenju z lopato čez glavo. Nekdo, ki me ni prenesel v tem življenju. V glavnem, v enem odnosu sem imela tudi moje težave, kot otrok sem imela kar naprej prehlade. In en odnos je bil tak, da sem se vedno počutila, kot da me duši. Ja, v enem življenju sem bila zadušena. Zdravljenje mene. Ker gre se za to, da, veste, enkrat je ena gospa, ko sem učila, ko sem razlagala o tem, da rečeš, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In ona reče, jaz vsem rečem tako, blagoslavljam te z ljubeznijo in po domač povedan, kurc te gleda. Zdaj tukaj lahko naredite te gleda. Ampak v glavnem, to ni energija odpuščanja, to je tisto, ti že pokažem, zob za zob. Ampak prišel je čas, da nič več zob za zob, oko za oko, roka za roka, zob, pa ne vem kaj še. V glavnem, tega obračunavanja je res zadost. Čas je, da spustimo, da blagoslovimo, da se nehamo boriti, nehamo vse vnotar premlevati, kakšni so, veš, kaj mi je rekla, pa greš prijateljici, pa je reče, a veš, kakšna presica je, a veš, kaj mi naredila, kaj bi ti vedela, če bi bila jaz in bila... Tudi jaz sem bila taka, se zato pa znam o tem govoriti, drugače niti ne bi imela pojma. Ampak druga stvar pa je, takrat, ko pa čutite, da je čas, da se postavite. Zadnjič sem govorila z enim gospodom in sem bila tako navdušena nad njim, ker je rekel, on celo toliko ima težavo z izražanjem, on je prav je tako, ima težave z izražanjem, tako. Je rekel, in sem povedal, kaj se gre, in sem rekel, zdaj pa tako vem, kakšne so moje pravice, in se je prvič postavil za sebe. Sam na sebi je bil ponosen, ker se je postavil za sebe. Res super, dajte to narediti, boste. No in naslednja karta, lejte, je pa prišla, zaupanje. Spustiti se je treba, prepustiti se je treba in dovolj, da poletiš. Zaupati v to, da sila, ki nas je ustvarila, nam bo dala dovolj vsega, da ni potrebno, da se oklepamo, to je moje, tega ne dam, da se ne obnašamo tako kot v vrtcu in si lastimo. Veste, kaj se je zadnjič zgodilo? Ena gospa, nekaj za eno sodelovanje se je šlo in je odreagirala do ene druge, ta je moja. Veste, tako, nikogar se ne lastimo, kdo je moj. Še otroci niso moji, še otroci so svoji. In dejstvo je, da dovolimo, da tudi drugi poletijo. Ne, da si ljudi lastimo, zato ker sem jih nekoč rodila, da so zdaj oni moji. Niso moji. Ne letijo, ne poletijo, ampak po drugi strani tudi sebi dovolite, da poletite, da zaupate, da vas stvarstvo podpira. In ta zadnja karta je pa prišla, obilje. Vse je. Vse je tukaj. In ko razumemo stvarstvo, da ta sila, ki nas je ustvarila, nam je dala dovolj vdihov, nam je dala, poglejte, potoki teče voda, raste, dala nam je vse. Ja, mogoče človek razmišlja, pa tega premalo, pa unega premalo, pa je korona, pa imamo težave z zdravjem, pa tega ni, pa je davčna taka, pa vlada je taka, pa unot ni tako, pa... Vedno je nekaj, kar ni. Vedno je nekaj, kar ni. Pa po drugi strani pomislite, kaj vse je. In vse možnosti, kar lahko sploh še vse nastane. Lahko nastane res izobilje, obilje vsega. Jaz verjamem v to, da imamo v sebi božansko možnost ustvarjanja. Verjamem v to, da imamo v sebi to, ne, ker smo ustvarjeni. Če smo ustvarjeni po božji podobi, to pomeni, da imamo v sebi vso to moč. No, zdaj pa kako ustvarjati? Vemo za to. Sem že govorila o tem, pa ne bo škodoval. V glavnem, prva stvar je, imam problem. Pojmo prav na obilje. Ponavadi ljudje pomislijo pri obilju na finance. A je to tako? In ko ljudje pomislijo na obilje pri financah, reče, ja, imam vedno premalo denarja. No in zdaj prva zadeva.
če ste se v enem od življenj zaobljubili, da boste vedno brez denarja, se pravi v huboštvu. In zdaj kako to preverite? Vzamete ta mišični test, roke prekrižamo, vdihnemo, rame je obvezno treba fino sprostiti in ne prerečeš svoje ime, moje ime je, jaz rečem Minka, grem naprej. Druga zadeva, potem pa vprašam, v svoji duši nosim zaobljubo glede tega, da bom vedno brez denarja. Ne, jaz te zaobljube nimam, mogoče jo imate pa vi. In če imate to zaobljubo, da boste vedno brez denarja, pomeni, da boste res vedno brez denarja. Vedno se nekaj zgodi, nekaj se pokvari, nekaj je, da pač ves denar gre. No in zdaj naslednja zadeva. Zdravilna molitev dekodiranja. Se pravi, vsemogočni Bog, če je v skladu z Božjimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z obljubo, da bom vedno brez denarja. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Potem pa roke damo takole, vdihnemo, izdihnemo skozi usta in zdaj pa naslednja stvar. To je prva točka, dekodiranje. Potem se pa obrnemo za 15 stopinj v levo in si predstavljate, kako se vaša denarnica polni z zlato energijo. Kako mogoče dobite nek nepričakovan znesek. Ali pa tako kot danes, ko sem dobila sporočilo od enega gospoda, ki je napisal, če bom slučajno zašla v finančne škripce, mi z veseljem pomaga. Jaz sem se kar stopila zraven. Dejansko mi je pripravljen pomagati, ker mogoče bom pa res kdaj rabila, Bog si ga vedi, ampak že ta občutek, da imaš nekje zaledje, da ti nekdo pripravljen pomagati, je tako dober. Veste, in verjemite mi, da ko delaš dobro, se dobri ljudje pojavijo. Vedno. Tako da, in ko delaš iskreno, se iskreni ljudje pojavljajo, zato ker je svet ogledal, svet projekcije. Se pravi, če se na vašem ekranu slikajo ljudje, ki so, se morate vprašati, česa se pa jaz doklepam. Druga stvar projekcija je tudi to, če mene zapestja bolijo, členki bolijo, se jaz mogoče česa oklepam, da me zaradi tega tako boli. Ali pa recimo, če me stalno boli križ, kaj pa če imam mogoče moja lekcija strah pred premikom naprej, ker križ je direktno povezan s tem, da se moje telo premakne naprej. Ali pa če imam utečena kolena, mogoče sem nekje prav obtičala in je čas, da nekaj spustim, mogoče komu odpustim. Klečanje je povezano tudi, prav kolena so povezana tudi s spolno čakro, se pravi, mogoče moram nekoga zadovoljevati, za nekoga poskrbeti. Tako da, v glavnem, to je vse za odkodirati, zato da bomo lažje šli naprej. In si predstavljajte, zdaj, če se vrnemo na denar, kako se vaša denarnica polni zlato svetlobo, kako s hvaležnostjo plačujete račune in kako imate vedno dovolj denarja, kako lahko, mogoče si kakšno stvar kupite za sebe in rečete nekaj, ne da razmišljate, joj, nimam denarja, ampak jaz sem fetiš na šale. Jaz imam rada šale, jaz imam rada to, kar je ogrnjeno okrog mene in to je nekaj, kar je meni lepo. In to ni niti drago, ampak je nekaj, kar meni povzroča nek tak občutek, da sem ogrnjena bogastvo, da se dobro počutim, da mi je toplo. Tako, to mi je nekaj, kar mi je dobro. Glejte, to je asociacija, ne? Ker če gledate nek šal, kupiš za par evrov, ampak asociacija, blaginje. Enkrat je bila ena gospa pri meni, je bila tako kronično žalostna. Ja, je imela razlog, ampak hodila je tako v stvareh, ki so bile močno ponošene, pa ne, da ni imela, ampak zato, ker je škoda dati nekaj na sebe. In sem ji dala domačo nalogo in sem rekla, zdaj pa čas, da zase kupiš šal. In sem rekla nekaj bolj živahega in je kupila temno-zelenega, zato ker vse, kar je bolj svetlo od temne zelene, je to zanjo, alarm, to je že nekaj, kar ni primerno zanjo. Vam povem, zdaj približno po enem letu že hodi v bež barvah, je že
To je že za njo cel žur. No, in naslednja zadeva pa, če se spet vrnem nazaj na to našo denarnico, se pravi, tukaj si predstavljam mojo denarnico, ki se polni z zlato svetlobo in kako jaz s hvaležnostjo plačujem račune in kako si lahko privoščim nekaj, kar poboža tudi mojo dušo, ne samo da je za druge. Naslednji ekran, 15 stopinj, si pa predstavljam sebe na končnem cilju. Kako bo moje življenje, ko ne bom imela več teh težav, ki sem jih zdaj odkodirala? Kako bom mogoče šla in si kupila nov avto? Kako bom šla na neke počitnice in kako bom uživala, brez da razmišljam, a imam denar ali ga nimam? Ali pa mogoče, kako bom šla v trgovino in bom kupila eno stvar, ki mi bo všeč, brez da razmišljam, a imam jaz denar, ker bom morala kupiti to, pa to, pa to, pa moram plačati še to položnico, kaj pa če bo še davčna hotela svoje in takrat pa sigurno nam imela. Veste, da začnemo razmišljati o tem, kaj si želim na koncu. Tako da, prehod v novo dobo, to zlato dobo, ki prihaja, je sigurno povezan z našo frekvenco, z našim čutenjem, kako mi čutimo, ko pozvoni zvonec, a pomislim, poštar je prišel, prinesel mi položnico. A mogoče rečem, fajn, poštar mi je mogoče prinesel denar. Glejte, vedno lahko usmerjamo svoje misli v to, kar mi želimo, in dobila sem očiščenje. Očiščena sem teže preteklosti. Očiščenje, to je Krka, reka obilja, dve ribici, ki sta veseli, ki je obilje. Rečena sem teže pomanjkanja. Tega ne potrebujem več. To je preteklost, to je program mojih ljudi, prednikov pred mano, in jaz sem bitje svetlobe, jaz sem nosilka luči in sprememb, skozi mene teče božanska svetloba. In spet to je karta 8, 8 je neskončnost, je obilje. No in zdaj, če gremo majčkeno na numerologijo, jaz sem rojena 8. 8, osmica mene uči o neskončnosti. Uči me o tem, kako je pomembno, da razumem, ko sem jaz negativna, je to neskončno negativnega. In ko sem jaz pozitivna, je to neskončno pozitivnega. Ja, zdaj smo vsi v preizkušnji. Ali zmoram občutiti vero, ali zmoram zaupati, da bo vse dobro. Vsak je na svojem področju preizkušen, vsak izmed nas, noben ni na počitnicah, in zato dajte narediti nekaj za sebe, preverite svoje podzavestna prepričanja in dajte počistiti in usmerite vso energijo v to, kjer vi želite biti, ne tja, kjer ne želite biti. In boste videli, stvarstvo vas bo podprlo pri potovanju v srce in od srca pride vsa kreacija tega stvarstva. Imejte se lepo, imejte sebe radi in življenje vas bo vsekakor podprlo.